hangarja, letališča, von letala. To me res vedno me tako popelje nekam. Mene posebne občutke mi vzbudi. To, da se nekam gre, da se bo nekaj dogajalo. Ja, posebej je spravljen ta von, nekje v mojih možganih. Že v prvem razredu sem napisala, da si želim postati pilotka in da bom pilotka in nikoli kasneje nisem imela alternative za karkoli drugega. Ni, to ali pa nič. Meni všeč že sama oblika letala, s kakšno eleganco se premika skozi zrak, fascinira me še vedno, kako v bistvu spravimo to tehniko v zrak, te tone, te ljudi, to prtljago in kako elegantno to izgleda, s kakšno lahkoto. Vsakič me prevzame, recimo, ko se peljem na letališče pa vidim letalo v odhodu, sem vsakič znova fascinirana, kot da se še nisem dojela, zakaj to sploh leti. Dame, gospodje, dober večer, lepo pozdravljeni na drugem letalu Canada Regional Jet 900 na letu proti Ljubljani. Moje ime je Ana Berčič-Ivanov, sem kapitanka na današnjem letu. Z mojim v pilotski kabini moj kolega Klemen Cestnik, zaključujemo priprave na odhod. Čakamo še dovoljenje za zagon motorjev, vreme na poti danes delno oblačno, občasno turbulentno. V Ljubljani po zadnjih podatkih oblačno vreme je trenutna temperatura 14 stopinj Celzija. Današnji let bo trajal predvidoma uro in 30 minut in od celotne posadke vam želim prijeten let in lep večer. Hvala, ker potujete z nami. You have controls. Take off. Si rekel, da letiš ravno, ne? Ti pa delaš za poklic, pač si poklicni pilot. Ne, delam v tem. Vsak začne kot nepoklicni pilot, zato ker moraš dobiti izkušnje, licence. Zdaj sem nič v tem, koliko si letel, sam pa tudi sem te razne fotke. Jaz sem začel to delati, ko sem bil star 18 let, pa si pa tega nisem mogel prvoščiti, ker je bilo to predrago v tistem času. Na druge stvari sem delal, pa skozi sem bil po stiku s tem, prijatelji so bili zraven, letel sem z njimi, pa sem s padalom začel leteti zraven. Zdaj sem si pa rekel, pred nekaj leti sem rekel, če nam zdaj nam nikoli. In sem šel pa, sem se sfinanciral skupaj, sem prišel na res, zdaj sem skozi, pa sem s tem programom.
Jaz nikoli nisem želel, pa nisem sanjal, da bom kdaj pilot potniškega letala, ampak nisem se želel leteti. Jaz se spomnim, da sem dostikrat kot otrok sanjal, kako letim. Ne z letalom, ampak kako fizično dvignem roke in letim nad pokrajino. In je s časoma, bolj ko sem odraščal, bolj sem se zavedal te želje, oziroma ta želja v meni dozorevala do te mere, da sem se potem v enem trenutku odločil, da bi pa tudi jaz probal to ne samo sanjati, ampak v realnem življenju tudi storiti. Jaz ločim ljudi na pilote in letalce. Piloti so tisti, ki upravljajo letalo tehnično, letalci so pa tisti, ki z letalom letijo in ga upravljajo kot nek podaljšek samega sebe. In tudi pri 1000 urah, ki že imam jaz na potniških letalih, je zame ta občutek, da grem v službo še zmeraj, da grem kot letalec, ne kot pilot. Kot majhen otrok oziroma mlad človek sem dosti hodil na letališče in ob sončnih zahodih gledal letala, ki rišejo črto po sončnem zahodu, gledal sem oblake, ki se preganjajo po nebu in takrat sem imel res tak prvinski občutek, željo potem, da bi tudi jaz rad enkrat se odlepil od te zemlje in užival v ne bomo temu reči, nebesnih občutkih, ampak v enem trenutku se je to zgubilo. Dokler nismo šli potem starši na en izlet na Sveto Goro in ob sončnem zahodu smo gledali dol Patsko pokrajino, sonce se je odbijalo na morje v Tržaškem zalivu in takrat sem spet začutil tisto, kar sem zgubil in sem se takrat obljubil, da tega občutka ne bom več nikoli zgubil. Sistem vključevanja letalstva za potrebe zaščite in reševanja je prav moja ideja, nastala leta 1979, ko sem prišel v ta obalni letalski center Portorož, kar pomeni, da z našimi letali nadziramo morje in kopno po pogodbi z zdajšnjim ministrstvom za obrambo in nadziramo pojavo požarov, onesnaženj na morju in drugih nesreč in nezgod in to preko radijske postaje javljamo Centru za obveščanje. Lahko rečem, da smo v vsem tem času pravočasno odkrili preko 500 požarov, za katere je bila potrebna nujna gasilska intervencija. Z izvidovanjem na morju smo reševali marsikatera življenja, konkretno jaz osebno 7 ljudi sem rešil, to je 3 surfarjem, 2 brodolomca in 2 našim Slovencem v Kvarnerskem zalivu. Poleg tega, da smo reševali določene zadeve, ki so se pojavljale z onesnaževanjem morja in to v precejšnjem onesnaževanju, reševali smo na tak način, da smo javljali, odkot onesnaženje prihaja. To je za nas en zelo velik uspeh za naš obalni letalski center, zaradi česar sem tudi jaz kot
upravnik obalnega letalskega centra Portorož dobil najvišje državno odlikovanje, to je civilna zaščita, to je ekipe civilne zaščite, in tudi naš obalni letalski center Portorož je dobil na ta račun plaketo civilne zaščite. Ta inštrument mora za tebe všeč, ker je helikopterski brzinomer v prednji kabini in ta ti sploh ne služi samo... Ja, kaj pa? Temperatura olja, pritisk olja, temperatura vode, levo, desno, pa... Alja se je pravzaprav začela zanimati za letalstvo po sili razmer. Zanje nismo imeli vrtca, žena je bila v službi v kliničnem centru, jaz sem bil v službi v Aeroklubu Ljubljana in sem enostavno, ko sem šel v službo, sem jo sabo vzel v službo. Če je bilo na letališču kakšno varstvo, je pač nekdo na letališču varoval, če ne, sem jo pa zaprl v kabino motornega letala in to je bilo to. To je bilo njeno spoznavanje z letalstvom. To letalstvo me je sigurno privlačilo zaradi tega stika, ki sem ga imela od ranega otroštva. In eni so se igrali doma in sem se pa morala igrati na letališču. No, in pač tako je to ratalo. Starši nikakor nismo usmerjali v poklicno letalstvo, ampak z žena so bila enostavno postavljena pred dejstvo, da gre ona v Cerklje na motorno šolanje Slovenske vojske. In to je bil pravzaprav začetek njene poklicne kariere. Potem je bila rahlo slabe volje, ker po končanem motornem šolanju ona je pričakovala, da bo pilot na motornih letalih, pa so jo preusmerili na helikopter. In tudi ta helikopter je nekako vzela za svoje. Jaz sem bolj po sili razmer pristala na helikopterju, ampak kar se pa letenja tiče, je pa helikopter naprava, ki pa res pilotu omogoča, da izživi veliko teh svojih pilotskih sanj, od nizkega letenja, letenja v hribih, v steni, reševanja, gašenja. Zelo je raznolik, no, in pilotu res omogoča s to raznolikostjo, da res razvije širok spektar svojih letalskih sposobnosti.
povezava med letenjem in fotografijo čisto kar za koga. Za mene eno in drugo predstavlja sprostitev do neke mere. Letenje sploh v prvi fazi, ampak fotografsko letenje, ko sem jaz v zraku in fotkam, mi dogaja po domač povedano. Takrat je, ali slikam dol, ali slikam oblake, ali slikam drugo letalo, ali slikam pilota zraven sebe, ali delam selfije. Takrat se umakneš, ne, in si odsoten in fajn je. To je to. Ko si enkrat toliko časa prisoten s fotoaparatom v letalskih krogih, ne, spoznaš ogromno zanimivih ljudi, ne, in ogromno zanimivih projektov letalskih. Eden izmed takih projektov je projekt Red Bulla, The Flying Bulls, ki pač lastnik Red Bulla je velik letalski entuzijast, pilot in se je odločil, da bo kar nekaj let nazaj obnovil neka stara letala in jih spravil v leteče stanje. In naredil je v Salzburgu nek ogromen hangar, kjer so vsa ta letala na voljo za ljudi, da jih pridejo pogledat, hkrati pa tudi letijo. Vsa letala praktično so v letečem stanju. Govorimo o letalih iz druge svetovne vojne, govorimo o potniških letalih, takšno kot je to za mano DC-6, dejansko so kupili bivšo Titovo letalo in ga obnovili. Naša zgodba se je pa v bistvu zgodila v Mariboru, kamor oni vsako leto pridejo na trening pred začetku leta, pred začetkom letalske sezone, se pravi v aprilu, pridejo tja za kakšen teden in vadijo akrobacije, vadijo nizko letenje, formacijsko letenje. In so pač rekli, pridi tja, boš malo slikal. V poklicnem življenju oziroma poklicni karieri je zame izziv napredovanje iz kapitana v inštruktorja, iz inštruktorja v izpraševalca. Izziv mi je sigurno varno poleteti letalo v kakšnih slabih vremenskih okoliščinah in ko po pristanku vidiš, da si to, kar si zadal, se pravi, tvoja odločitev bila pravilna. Jaz sem vedno v življenju iskal izzive in tako sem jih tudi v letalstvu in izziv mi je bil nabaviti eno letalo, ki bo malo drugačno od navadnega športnega letala, ki mi bo omogočilo, da se približam tistim prvinskim užitkom, ki sem jih jaz vedno iskal. Letalo, ki smo ga pred 8 leti pripeljali iz Združenih držav Amerike, obnovili, spravili nazaj v leteče stanje. To letalo se je začelo proizvajati nekaj leta 65 naprej in je leta, zdaj točno ne vem, 68-69 je bilo celo proglašeno za najboljše šolsko letalo. Letalo je konstrukcije, so naši inženirji bivše Jugoslavije, nekaj delov motorja, to je pa pač angleških. To je res pravo šolsko letalo, ki dopušča določeno odstopanje kandidatov pri njegovem učenju, tako da je zelo varno. Še danes takšna letala v civilnem registru letijo. Tudi jaz letim enega. Nekako logična izbira je na koncu postala, da nabavimo Galeba G2, ki je bil finančno relativno dosegljiv, enostaven za letenje, enostaven za vzdrževanje, plus da sodi v to našo tehnično zgodovino in odločitev potem ni bila več tako težka. S Primožem Jovanovićem sva zelo dobra kolega. Sem začel delati tu na Ministrstvu za letalstvo, on je bil tudi vodja letalske šole in to nas je
povezalo. V njem sem res poznal enega entuzijasta za letenje, ker rečem, vsak pilot se ne bi odločil, da bi kupil ali celo letel takšno bivše vojno letalo. In tu se vidi, da moraš biti res zaljubljen v letalstvo, da ti letalstvo pomeni veliko več kot samo delo in denar. Ta povezava motorja, letala, neba in vse, kar ti letenje privošči, da ceniš čisto na drugačen način kot mogoče drugi piloti. V moji karieri vojaški sem tudi od leta 1984 bil član vojaške akrobatske skupine z manjšimi letali, Jastri, potem pa tu na G4. To letenje je specifika za sebe, ker to ni posamezno letenje, nisi posameznik, ampak je timsko delo, kjer mora cela skupina delovati kot eden. Ko sem sam v sebi začutil, da lahko zmorem več, sem se dejansko vso mojo energijo, poleg tega, da sem šolal mlade pilote, sem tudi sebe usmeril v to, da bi postal nekoč vrhunski akrobatski pilot. Z intenzivnim letenjem, ki je takrat tudi bilo dosti bolj omogočeno kot danes, sem dejansko dosegel to, da sem bil v letih 81, 82, 83, takrat v Jugoslaviji, skoraj na vseh tekmovanjih sem bil prvi ali pa zelo malokrat drugi, največkrat vedno prvi. Tako da sem v letu 1983 bil proglašen za najboljšega športnika v akrobatskem letenju v tedanji Jugoslaviji. Na ta račun sem dobil tudi Blodkovo priznanje, na ta račun sem dobil tudi največje odlikovanje v letalstvu, to je zlata pakleta Edvarda Rusjana. Na osnovi vseh teh rezultatov, ki sem jih dosegel, kot vrhunski športnik sem potem tudi nosil olimpijski plamen za te zimske olimpijske igre v Sarajevu. Moja pot v letalstvu ni bila nikoli posuta z rožicami, ampak več kot ne s trni. Za nekaj njih sem sam odgovoren, to vem. Sam sem bil v mladih letih problematičen in ravno letalstvo je tisto, ki je mene mogoče spravilo na to pravo pot. Nabava tega letala je bila tudi vezana na neko nadaljnjo željo, in to je željo po ustanovitvi oziroma postavitvi muzeja letalstva, katerega večji del bi bila letala, ki bi še vedno letela. In ko zdaj vidim to, mladi ljudi, ki so nekako izgubljeni v tem svetu, ne vejo točno, kaj bi radi, je meni velika želja, da jim prikažemo letalstvo dostopno, da lahko pride, da lahko vohajo letalo, da se ga lahko dotikajo, da lahko jim pomagamo pri doseganju teh ciljev, oziroma da sploh jim pomagamo najti, kaj je njihov cilj. Ni nujno, da je to letalstvo, ni nujno, da je to povezano z letenjem, ampak bom rekel, ta žar, ki sem ga res čutil do tega, kar bi jaz rad dosegel v življenju, bi rad predal tudi na mlajše generacije.
Slavko, te štufi si že kdaj probil? Ne, Rolling Stones štufi, Rolling Stones gate. Vse imaš, Slavko. nisem prav, kaj čem prava, čuj, to bo šlo. Tle je, leži. Je škoda sploh to nositi. Kaj ni res? Mislim, škoda je samo umret, samo vseeno. Jaz sem bil kapetan za tehnični oddelek, veniš. To je tako, kot na avionu, samo da kapetani do tega še veliko manjka, kopiloti začnejo z 2 čaticama, pa napredujejo senior kopilota, imajo 3, pa so kapetani imajo pa 4. Ja, se isto na ladji. Samo to, vi imate še to, ne vem kaj je to. Ja, to je za strojnike. Ja. To je 3. oficir, 2., 1. in chief engineer. To je propeller. Te so tvoje slike. Veš? Ja, to so te iz razstave, to je bila razstava leta 2007. Veš kaj je zanimiva zgodba? Zanimiva zgodba je, bom jaz zdaj povedal točno to, kar si vam potegnil. Kaj je še odmeril to? Kaj se vidi kaj? Zanimiva, Slavko je zbiratelj vseh mojih objav v medijih in vseh slik in što se je v tem, da on je bil pa prvi, ki sem mu jaz povedal, ko se je zgodila ta zgodba iz letala, fotografija jezika. Jaz v Lescah nisem veliko letel, ampak enkrat smo pač šli tam mimo, ne. Spomnim se točno, kam smo leteli, smo rekli, gremo en krog proti Jesenicam, proti Planici, pa pol nazaj proti Primorski. In meni po tistem trenutku klikne, ne, vedel sem, da to jezero zgleda podobno jeziku, če ga iz določenega kota fotografiraš iz določene višine in smo pa to naredili, ne. Potem se je pa zgodil koncert Rolling Stonesov v Varšavi, zadnji koncert njihove evropske turneje. In po koncertu sem jaz ekipi za hec pokazal, sem rekel, a ste to že videli, ne. Malo smo se pogovarjali, od kje je kdo gor dol in sem jim pač pokazal to fotografijo in so videli, da to dejansko zgleda kot oblika Rolling Stones jezika, tistega, po čemer so Stonesi pač poznani. In oni so to imenovali Rock'n'Roll Lake. Ja, Temiro si talent za marsikaj, ne. V fotografiji si prišel tako daleč, da dlje se ne da priti. Ker če si bil, oziroma če bo še, official fotografer od Rolling Stonesov, to je največ, kar lahko dosežeš v fotografiji show biznisa. Ker večjega benda, kot so Rolling Stonesi, ni na tem svetu. Dlje ne moreš priti v fotografiji. I know it's only rock and roll, what I like. Edino lahko, ko boš vozil avion, boš lahko prišel do tega, da boš pilotiral. Da boš vozil njihov avion. Da bi njihov private jet pilot. No, samo še to. Sam pokličejo, da je nekaj problema, takoj grem to narediti. A si predstavljaš, da me Mick Jagger pokliče pa reče, če bi vozil te s njihov avion, da si predstavljaš te fore, da se ti to zgodi? Meni je bilo to res tako priznanje, da en največjih frontmenov rock'n'rolla, ki je videl milijon svojih fotografij, izbere ravno tisto, ki je tvoja, malo drugačna in to je res neverjeten občutek, nikaj drugega reči. Ko si postavljam cilje, najbolj uživam v tej poti. Tudi z Galebom sem največ užival v tej poti nabavljanja, obnavljanja. Tako, ko je prišel tisti konc, ker to je zame bil konc neke poti, ko smo šli prvič z obnovljenim letalom v zrak, rezultat ni bil tako, kot sem ga pričakoval. Ni bilo vzhičenja, ni bilo evforije. Zato, ker so poti ponavadi daljše in več časa trajajo kot dogodek, ki se zgodi na koncu te poti, v tej poti uživam in me definira v tem smislu, da več ovir, ko bom na tej poti, bolj ko se ne da, bolj bom jaz imel motivacijo to stvar speljati. Za Galeba, ki sem ga pripeljal, malo ljudi je verjelo v ta projekt, malo ljudi je verjelo, da bo to letalo poletelo, ampak na koncu z malo številno ekipo smo tudi to uspeli doseči in tako mislim, da bomo tudi vse cilje, ki si bomo resno zadali, če bo ta muzej v moji glavi enkrat dozorel do te točke, da bomo pa resno šli v ta projekt, sem prepričan, da bomo tudi to ustvarili.
Današnji let, ki ga tudi nekako smo ga poimenovali zgodovinski dogodek, namreč kot je znano, je danes ta let, ki se bo naredil pod Sokanskim mostom, kot spomin na pilota Edvarda Rusjana, ki je kot 9. v svetu poletel z motornim letalom. To je bilo davnega leta 1909. No in tako da letos mineva 110 let. Ta let je 4., ki ga bom jaz kot pilot Ličar Benjamin, upravnik obalnega letalskega centra iz Portoroža, naredil. Center seveda celega dogajanja je ta kamniti železniški Sokanski most. Vemo, kje bo največ ljudi tudi, tako da bomo nad tem območjem ene dvakrat zaokrožili z kompletni informacij. Potem pa se bo ta grupa 3 letal odvojila in potem jaz ostanem sam nad Sokanskim mostom, ki bom najprej naredil nad Sokanskim mostom, da bom malo preveril, kakšno vremensko situacijo imam, ali je kakšen veter ali kakšna turbulenca. In ko se bom prepričal, da je popolnoma vse v redu, bom po tej že poznani poti, torej nad kamnolomom, tam bom vključil dimne bombe, ki imam na koncu kril, to je rdeče in plave barve, in seveda smog sistem na auspuhu, ki je pa bele barve. Tako da bom v zraku, takrat, ko bom šel pod Sokanski most, imel vse 3 barve naše slovenske zastave. Ne moreš kupiti za denarjem. Strast do letenja ti mora biti nekje vcepljena, nekje globoko odzadaj v naših možganih. Ko se ti ta čut nekako odpre in začne delovati nate, na tvojo miselnost, potem dejansko si ustvariš pred sabo neko letalsko pot, ki ne da boš samo ti užival, ampak boš potem tudi tvoje izkušnje, tvoje znanje prenesel na mlajše rodove in da se bo nekako ta tradicija nadaljevala naprej. Moj učitelj letenja je bil Šandor Špacapan. On me je pač učil v okviru kluba Obalni letalski center Portorož, kjer sem se jaz izšolal, in tam je bil pač capo di banda, glavni vodja Benjamin Črbenčo. On je bil tisti, ki me je tudi recimo pred prvim samostojnim letom preveril, dodal kakšne napotke in potem tudi kasneje večkrat sva se srečevala, ko mi je dal kakšne čeke, ko me je preverjal in tako naprej. Letenje te nekako prisili ali pa spravi do tega, da ko greš v letalo kot pilot, se moraš umiriti, že zaradi samega letenja, ki ga moraš narediti.
Vse ostalo je potem sam avtomatično pride zraven, ne? Se pravi, ko si v zraku začneš uživati, že ko se usedeš v letalo, ko ga vžgeš, si v drugem svetu, pozabiš na probleme, pozabiš na to, kar imaš mogoče kasneje za narediti in tako naprej. In umakneš se nekam drugam, čistiš glavo in razmišljaš samo o letenju. Je pa zen, čisti. Najlepše je iti sam v zrak, ko si v letalu in greš sam en krog nad Piranom ali pa tle na Brniku do Ljubljane, med hišo svojih staršev recimo, narediš en krog in super je, pa lahko si ga že 100-krat naredil, pa ti bo še zmer fajn. To je ta umiritev. Če sem gledal sits adjusted, sem tako z nogami se tako oprijel, če v redu, to je to, da se ti ne premika. Fajn je leteti tudi z različnimi letali v končni fazi, ker naučimo se leteti na manjših letalih, ne? To pomeni, manjša letala pomeni dvosed, kot je Piper Tomahawk recimo. To letalo nima neke rezervne moči, to letalo je šolsko letalo, ne? Se pravi, ima pa fantastično vidljivo, zato ga še zmeri danes rad vzamem pa grem leteti z njim, ker je taka velika kupola okoli in lahko gledam in je tudi slikati krasen, ne? Po drugi strani imaš pa potem, si pa omejen, ne? Recimo, kar se hitrosti tiče, bolj počas leti, ne? Samo enega potnika imaš zraven, ne? Tako da avtomatičen nekak preskok je, da greš na večje letalo, kot je na primer najbolj razširjena Cessna 172. Cessna ima pa neke prednosti, pač poleg same hitrosti, lahko vzameš še kakšno prtljago, greš na izlet na Lošinj za en dan se kopati, ali pa v Benetke na kavo. To so te užitki, ki ti jih izpit za letalo ali pa možnost, da znaš leteti, da si se to naučil, da. Moji cilji v letalstvu v tem trenutku so dokončati izpite za poklicno licenco. Dokončal sem predavanja za tako imenovano ATPL teorijo, zdaj pač delam, se pripravljam za vse te izpite. Naslednji korak je potem pridobitev teh licenc na višjem nivoju, licence za inštrumentalno letenje, poklicne licence in potem bom videl, kam me bo odneslo. Jaz si želim pač leteti neka večja letala, ali zasebne reaktivce, ali kargo, ali karkoli. Teh zanimivih poslov v letalstvu je kar nekaj in trenutna situacija to tudi omogoča. Tako da, če bom zdrav, pa če bo vse v redu, se vidim čez kakšnih 5 let, recimo za začetek na desnem sedežu kakšnega večjega, lahko tudi potniškega letala. Ne vem, letenje je nekaj, kar te ali ti všeč, ali ti pa ni. In to začutiš s celim telesom. Neko navdušenje. In nikoli v življenju kasneje nisem našla nečesa, ki bi me navdušilo bolj kot to. Ne znam opisati, ampak lepo je, dinamično je, meni osebno to paše. Ne vem, premikaš se skozi zrak, perspektiva je druga, ne vem, na telo deluje, ne, sila težnosti, ker naenkrat si težji, si lažji, čutiš to s celim telesom in mene je to potegnilo. Na letalu, ki ga jaz letim, vedno pristanemo piloti. Nimamo avtolenda, smo pa
ne vem, kot otroci, vedno se razveselimo res tazga mehkega, udobnega pristanka, da se letalo zlije stezo, tako kot da bi, ne vem, se stopili z stopnice, čist, mehko. Čeprav se zavedamo, da ni tak pristanek vedno najbolj varen, ne? In so določeni vremenski pogoji, stanje steze, kjer si takega pristanka ne moramo privoščiti in res tak dober, tak pristanek, ki te res tako notranje razveseli kot majhnega otroka, se ti zgodi, ne vem, parkrat na leto. Ni, mislim, vse zato je tak draž tudi v tem, no, tako. Ga iščeš, včasih misliš, da si že tam, da boš pristal neslišno. Osekaš, tako da ti je nerodno iti potnike pozdravljati. Ampak gledajte, to je ročno delo, vsak pristank je unikat. Hvala lepa. Klapa, no. Prvo, ko pade na pamet, se začne na letalonosilki in se mu reče Top Gun. Definitivno. Ne, veš kaj bi izračunal iz, ki se mi snemamo na gluposti, kaj že. Danes ima Agila Adventure snemanje dokumentarnega. Te meje, razlike, to je v naših glavah. Tega se z zraka ne vidi. Ena zemlja, en svet. Tako, zdaj smo pa še odpravili še na en sprejem, tako da bom pol tudi ljudem tam malo več povedal, kaj se vse danes dogajalo. En lep dan zaključen, uspešno izpeljan in še enkrat pravim, naredili smo vsi, tudi snemalna ekipa, vsi ostali akteri, en res zgodovinski dogodek.